film o Teti Mari. Prvič sem ga videla, sem pa brala recimo v Gorenjskem glasu, ko je bila predstavitev, pa sem nekako razmišljala, da tale Teta Mara je tako kot moja mama doma v predpasniku, ne, in vsak dan znova in znova se spominja teh bolečih dogodkov, bi kdo rekel, po toliko letih, po toliko desetletjih, ki slovi pozabljene, pa ne, ravno obratno. Ravno obratno. Prav danes mi je še razlagala, da je brala v Reporterju zdaj o podkopu zakoncev Hribar. Prebrala je tudi tisto, kar je bilo napisano decembra ali novembra, ko je gospod Ajdovic iz Šenčurja pisal tudi o svojem raziskovanju in poimensko navedel človeka, ki ne bi sodeloval pri likvidacijah, ki je še živ. In je danes mama rekla, glej, to mi je zadoščenje, da je njegovo ime objavljeno z imenom in priimkom. To je prvič po toliko letih, da sem dobila neko zadoščenje. Njen brat je podobno kot brat Tete Mare bil mobiliziran pri 21 letih v nemško vojsko, bil poslan na rusko fronto in se leta 1943 vrnil na kratek dopust in rekel doma mami, mama, nazaj v ta pekel ne grem več. Imel je dve izbiri. Ali jih gošarjem, kot so rekli v Šenčurju, partizanov, ali pa v domobransko postojanko v Voklo in tam počakati, kaj bo. Fant je šel v Voklo, počakal konec vojne in ko je partizanski poveljnik sredi Šenčurja javno razglasil, da tisti, ki nimajo krvavih rok, ne pridejo se javiti na okraj, se jim ne bo nič zgodilo, se je fant seveda pošteno javil, ker ni imel krvavih rok in bil zaprt v Kranjskem Kiselštajnu in takrat se je prvič vedelo, oziroma zadnjič, da je še živ. Od takrat naprej moja mama mu je nesla paket, ki ga se je nikoli ni dobil. On je kadil, bratje Tete Mare niso kadili, ampak kako so zgodbe podobne, to je neverjetno, ne? Izginila je vsaka sled, ne samo za njim, za mnogimi mladimi fanti iz Šenčurja, ki so danes, hvala Bogu, vsaj napisani na farni spominski plošči na šenčurskem pokopališču. Ampak ni ne mrliškega lista in to je tisto, kar boli. To je tisto, kar boli. Lahko je zgodba 100-krat povedana, 100-krat zapisana, ampak če zmeraj v duši boli in bo bolelo verjetno do konca. In žal je politična kultura v tem trenutku v Sloveniji takšna, da je nenaklonjena pripovedovanju takih zgodb, da se ljudje ponovno bojijo govoriti. Vi ste rekli, da jaz govorim z jasno besedo. Glejte, meni se zdi, da drugega kot jasna beseda pravzaprav ne sodi sem. V slovenskem prostoru je treba reči Bobu Bob. Drugače smo spet na začetku. Ne? In tako kot je gospod Stanovnik zadnjič na Komisiji za človekove pravice, ki ste jo verjetno spremljali in v petek zvečer dejal, potrebno se je pravzaprav začeti pogovarjati od začetka, kaj je bil to bolševizem. Ne? A je bilo to dobro, a je bilo to slabo. In jaz bi rekla, glede na posledice, glede na milijone mrtvih, a ne samo mrtvih, tudi drugače prizadetih, je bilo slabo. Zdaj se treba pa s tem ukvarjati. Kaj je bilo slabo, zakaj je bilo slabo, te stvari treba razdelati. In to je ena velika naloga, pravzaprav, ne vem, kaj ne rečem, slovenskih družboslovcev, humanistov, zgodovinarjev, pravnikov, politologov in tako naprej. Stotine nas je. Zato sem naslovila svoje razmišljanje o dilemah, ker to so usodne dileme pravzaprav. Vi veste, vsi prav do zadnjega, da se o teh bolečih temah, o totalitarnih zločinih ne pogovarjamo zato, ker bi pravzaprav ne imeli početi kaj drugega. Vsi bi verjetno zdaj raje vzeli v roko kakšno dobro knjigo,
ali pa se pogovarjali okrog družine, sploh glede na to, ker je materinski dan. Ampak gledajte, tukaj smo. In želimo o tem razmišljati, in želimo o tem govoriti in predvsem je pomembno to, da o tem razmišljamo in govorimo zaradi mladih generacij. Zato sem si tudi mislila, ko sem gledala ta film, to je film za naše otroke. Da se ga predvaja v šolah, takih filmov je še kar nekaj in da se o njih pogovarja. O teh zadevah se je treba pogovarjati, pa spet ne zato, da bi jih zamorili. Kot pravijo nekateri sploh na forumih beremo, dajte nehati že te kosti premetavati, dajte nehati, dajte govoriti o prihodnosti, pa o službah, pa o ne vem še čem. Ampak gledajte, tudi te fantje, tudi moj stric, tudi vaši sorodniki, prav vsi so imeli pred sabo prihodnost, načrt, družine, otroke, službe. Kaj jih je doletelo? Namenoma sem uporabila izraz doletelo. Ker te doleti. Ta fant, brat tete Mare, ali pa brat moja mame, ni imel nobene izbire. Nobene izbire. In takih fantov je lahko zelo hitro tudi v Sloveniji ali v Evropi dosti. Ki pa piše, da je mir enkrat za vselej nam dan, da je demokracija enkrat za vselej nam dana in Evropska unija za vselej. Mi, Evropejci, smo vendarle v prejšnjem stoletju zakuhali 2 svetovni kataklizmi. In mislim, da se naša mladina premalo tega zaveda. In tukaj seveda je treba, bom rekla, luč usmeriti tudi v izobraževalni sistem. Žal, sama sem stala dolgo let v razredu in vem, da je potrebno za pogovor o teh temah imeti ogromno znanja, pa tudi pogum. In da je pravzaprav potrebna neka posebna občutljivost, ko se o tem pogovarjaš z učenci, z dijaki, da znaš odgovoriti na kakšno njihovo dilemo, na kakšno njihovo vprašanje, da pravzaprav na nek pravi način govoriš o teh temah. Da nisi pretirano paternalističen, ampak da si ravno prav njihov, da se dotakneš pravzaprav tudi njihovih dvomov, njihovih strahov in jih na nek način spodbudiš k razmišljanju. No, pa mogoče o tem še kaj več v nadaljevanju našega pogovora, našega večera. Jaz bi tako na hitro morda nekaj povedala o Študijskem centru za narodno spravo, pa v našem delu, pa morda načela vprašanje, kje smo s pravnim procesom v Sloveniji, v Evropi in mislim, da bi morda začela, se opravičujem, s temle modelom, ki sem ga omenila tudi v državnem zboru, morda se to spomni, malo slabo se vidi, ampak bom povedala, gre za nek švicarski model. Švicari pomagajo pri spravi, pomiritvi, kakorkoli že hočete reči temu, v nekdanji Jugoslaviji, torej na področju krvavih balkanskih vojn sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. In mednarodno sodišče za zločine na področju nekdanje Jugoslavije nekako, bom rekla, upošteva ta model pri različnih dejavnostih, ki se dogajajo na tem področju. Pa ne samo mednarodno sodišče, na splošno mednarodno javnost, ki si ne želi še ene balkanske vojne. In oni prisegajo na to, da je potrebno za spravo najprej delovanje pravne države. To je osnova. Če ni pravne države, potem je vse za manj. Potem lahko naredimo na stotine spomenikov, pa mislimo, da so s tem stvari zaključene. Pa niso. Zato je tako pomembno, da si vsi prizadevamo za pravno državo. In dokler imamo slovensko pravosodje takšno, kot je, in ne govorim na pamet, ampak o tem govorijo podatki Evropske unije, ne nazadnje, pred parimi tedni, kako, bom rekla, v slabem stanju je slovensko pravosodje. In moram povedati, da si je, hvala Bogu, Evropska komisija za eno od 3 svojih najpomembnejših nalog zadala prav sanacijo pravosodja, kajti ugotavlja, da v postkomunističnih državah, kot je recimo Slovenija, Bolgarija, Romunija, te so najbolj kritične, stanje na področju pravosodja katastrofalno.
In Bog daj, da bi v naslednjih mesecih, letih res uspelo kaj premakniti. Ker poglejte, brez nadzora nad pravosodjem mi ne bomo prišli prav nikamor. Podatek, ki ga je gospod Drobnič zadnjič na seji komisije povedal, da pač ni bilo nobenih procesov, nam je vsem znan, oziroma Mitja Ribičič, Štorgel in tako dalje še so, ki bi lahko prišli pred roko pravice, pa se seveda ta roka pravice ne zgane iz različnih razlogov. Kot sem že rekla, tudi za morilce hribarjev, vsa okolica ve, kdo bi lahko bili, ne nazadnje bi jih lahko zaslišali, morda bi se našel celo kakšen papir, kakšno pričevanje, do nedavna so bili živi ljudje, ki bi lahko pričevali, ampak seveda pri nas spi, zadeva spi. V tujini temu ni tako. Vse lahko beremo v procesih, recimo, bom rekla, v Nemčiji proti 90-letnim paznikom v Auschwitzu, pa nišče ne reče, poglejte ga, tako je star, pa ga vračite pred sodišče. Zakaj ne? Zato, ker je pomembno, da damo simbolno sporočilo mladim, da se slabo kaznuje. In enaki so primeri recimo na Češkem ali na Poljskem, kjer se posebni tožilci ukvarjajo s komunističnimi zločini. Pomembno je vedeti, torej to je osnova, da imamo neke arhive, da imamo komisije za resnico ali kakorkoli že rečemo temu, v Južni Afriki so bile komisije za resnico, skratka neke organe, ki se ukvarjajo z konkretnimi primeri. Pri nas tega ni, recimo. Pomembno je pravica do poprave krivic, pomembna je pravica do zakonitosti, pa smo spet pri pravosodju. Tudi ilustracija, gledajte, sodi med pomembne ukrepe, da se pove, da ljudje, ki so kršili človekove pravice, nekaj let recimo ne morejo delovati v politiki, pač nekaj let ne morejo delovati v pravosodju, pač nekaj let ne morejo delovati na fakultetah in tako naprej in tako naprej. Pri nas imamo dva človeka, ki sta, vse vemo, na čelu slovenskega pravosodja, in oba sta dokazljivo kršila človekove pravice in seveda žal, jih gledamo že nekaj let in čutimo tudi posledice tega. No, zdaj, če gremo naprej, bi morda na začetku čisto na hitro res nekaj rekla o Evropi. Evropa dela kar, bom rekla, globoke reze na tem področju soočanja s totalitarno preteklostjo, čeprav še vedno manj, predvsem manj, kot bi, recimo, sploh mi Slovenci radi. Pa še tudi drugi kolegi, strokovnjaki iz postkomunističnih držav včasih malo pojamrajo. Na načelni ravni seveda je Evropa podpisala številne deklaracije, resolucije, izjave in tako naprej, ampak ko pa pridejo stvari na raven finančne pomoči, konkretne finančne pomoči, takrat se zadeve malo zaškripajo. Evropa ima slabo vest, kar se tiče holokausta, zelo financira raziskovanje holokausta, popravo krivic na področju holokausta, kar je seveda absolutno prav in v redu. Ampak prav bilo pa tudi, da bi Evropa se zavedala, da brez poprave spomina resnice na področju obračuna s komunističnim totalitarizmom ne bo uspešne demokratične evropske prihodnosti. In to je naloga recimo evropskih institucij, zlasti od leta 2009, ko je bila sprejeta tista znamenita resolucija Evropskega parlamenta o spominu in resnici in totalitarizmih. Tista, ki jo seveda slovenska skupščina ni uspela potrditi, ampak se je samo seznanila s to resolucijo. Mi pač sodelujemo zelo aktivno v tej platformi in upamo, da bodo tudi kakšni konkretni rezultati. Naj vam povem, da
Trenutni najbolj aktualni projekt platforme je pravna ocena komunističnih zločinov. In platforma seveda ima za enega od ciljev, da bi uspela recimo na zgledu Haaškega tribunala oziroma na zgledu Nürnberškega sodišča po drugi svetovni vojni na tak način obravnavati tudi zločine komunističnega totalitarizma. Bile so že različne konference, pripravljajo se ekspertize pravnih strokovnjakov, recimo nekdanjih članov Haaškega tribunala in morda nam pa res uspe privesti kakšnega komunističnega zločinca pred sodišče. Podobno kot je bil pred sodiščem Milošević ali Karadžić. To bodo verjetno zelo pomembni, ne samo simbolni v obračunu s tem komunističnim totalitarizmom. Študijski center za narodno spravo, veste, da je bil ustanovljen leta 2008, da ga je ustanovila vlada Janeza Janše in je pač institucija, ki je do zdaj previharila vse viharje, hvala Bogu, in delamo, pač raziskujemo, nas je 10 zgodovinarjev, en pravnik in delajo pa ogromno. To pa sami veste, hodite tudi na naše dogodke, nas podpirate tako ali drugače. Res razvejano, snemanje pričevanj, tole je recimo eno od njih, tako kot je teta Mara pričevala. Zdaj trenutno imamo posnetih več kot 300 pričevanj in še prihajajo ljudje in nam predstavijo svoje zgodbe, ampak kot rečeno, skupaj s sodelavci opažamo, da seveda je v ljudeh spet več strahu. Veste, da se spominjamo tudi žrtev na tisti 23. avgust, ki ga je pač Evropska unija razglasila za dan spomina in bom vesela, če boste tudi letos prišli. Lani smo bili na Turjaku, malo več besede smo dali mladim. To se nam zdi pomembno, da osveščamo mlade generacije. Letos načrtujemo prireditev v ponedeljek, 26. avgusta v Škofovih zavodih, torej v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu, lepo vabljeni v večernih urah. Še prej pa skupaj z vojaškim vikariatom bo darovana sveta maša v stolnici. Še ne vemo čisto točne ure, to je nekje okrog 5 popoldne verjetno, ampak vsi res lepo vabljeni. Celo vrsto publikacij smo že izdali v teh 6 letih, torej ukvarjamo se z različnimi problemi in študijski center seveda se ukvarja z nasiljem komunističnega totalitarizma, z nasiljem fašizma, nacizma, torej vseh treh totalitarizmov in z različnimi problemi, ki do zdaj seveda niso bili obdelani v taki meri, kot bi si zaslužili. Naše zadnje publikacije tukaj le o različnih oblikah nasilja totalitarne oblasti, o sodnih procesih. To bo verjetno naš naslednji posvet v decembru ob dnevu človekovih pravic. Torej zlasti področje sodstva se nam zdi pomembno, kajti pravne ocene, celovite pravne ocene komunističnega nasilja na Slovenskem do zdaj še nimamo. Imamo posamezne pravne ocene, ampak bom rekla neke celovite ocene, pa do zdaj še ni bilo. Mladina, kot rečeno, je pomembna ciljna skupina študijskega centra in zato sodelujemo z različnimi šolami, ki nam prihajajo iz gimnazije Želine, gimnazije Celovec, gimnazija Kranj, recimo tehniški šolski center Kranj. In seveda smo zelo veseli. Lani smo začeli pa z novo obliko delovanja, to je zgodovinska poletna šola. In tudi letos nameravamo ponoviti to obliko dela z mladimi, ki je bila zelo uspešno sprejeta. Bomo zelo veseli vaših vnukov, otrok, skratka, dijakov, študentov, tudi vi, če želite, lahko pridete zraven. To je tak uspešen projekt.
In sprejel nas je recimo tudi ameriški veleposlanik gospod Musomeli in šli smo se pokloniti tudi pred spravno ploščo, pred ameriško veleposlaništvo. Pogovarjali smo se o spravi, o tem, kako se soočamo s travmami, torej različnih aspektov spravnega procesa smo se dotaknili. Ogromno konferenc je, na katere nas vabijo po različnih državah, ne samo po postkomunističnih, ampak tudi tistih drugih. Recimo, jaz sem nastopala na Islandiji, kjer zanimivo bi rekel človek, pa se Islandija ta pa vendarle ni okužena s kakšnim virusom komunizma, ampak poglejte, ravno pri njih je bil velik problem, ker so sovjetski agenti med drugo svetovno vojno bili zelo, zelo aktivni. Zelo aktivni. To je posebno poglavje islandske zgodovine, recimo, ki ga precej malo poznamo. No, to so različne konference in naše okrogle mize, kot že rečeno, ogromno tem je, ogromno ljudje nam predlagajo res veliko stvari, s katerimi bi se bilo potrebno ukvarjati, ampak če vam povem, da recimo na Češkem je podoben inštitut, kot je naš, veliko večji, približno 150 ima zaposlenih, nas je pa 10, recimo 11. Ali pa na Poljskem, naši kolegi v Inštitutu za narodni spomin, 1600 jih je, po vsej Poljski. Torej, neprimerljivo, ampak vendarle še vedno boljše kot pa na Hrvaškem, kjer podobne institucije ni. Mi imamo stike z, mislim, da imamo nekje eno slikico, z obiska kolegov z Hrvaške. Imamo zelo dobre stike in tudi izmenjujemo publikacije in tudi tam seveda pričakujemo, da v prihodnje bo podoben inštitut ustanovljen. Tudi v Srbiji ni tega inštituta ali pa podobnega inštituta, tako da balkanske države še pridejo. V času, ko se je sprejemala arhivska zakonodaja, smo bili tudi precej aktivni in naše stališče je, da morajo biti arhivi dostopni in pa odprti. Predstavljamo naše knjige, pa tudi knjige drugih avtorjev, kolegov in hodimo z temi predstavitvami po Sloveniji, torej ne ostajamo samo v Ljubljani, ampak nas vabijo na različne konce od Gorice, Trsta, Nove Gorice, pa tja do Murske Sobote, Maribora, Ptuja in tako naprej. Skratka, res želimo biti prisotni v slovenskem prostoru, kar se da. Pripravili smo tudi nekaj razstav, tukaj le tako samo malo za pokušino. Recimo, sodelovali smo pri znani razstavi o preganjanju kmetov, sodelovali smo pri razstavi, evropski razstavi o totalitarizmih in smo predstavili Slovenijo, ki je edina v Evropski uniji doživela 3 totalitarizme. V Kranju smo to razstavo tudi postavili. Trenutno je pa ta razstava na Irskem, v Dublinu. Potuje po vsej Evropi. Torej ima Evropa priložnost, da spozna iz prve roke tudi, kaj se je dogajalo v Sloveniji. Posebno poglavje našega delovanja so celice. Mislim, da ste jih prav vsi šli pogledati. Zdaj, celice so bile odprte ob dnevu človekovih pravic in pa v času, ko je bila v njih razstava o Antigoni, oziroma slikarska, umetniška razstava. In seveda si želimo, da bi jih uredili v muzej totalitarizma, ampak žal v tem trenutku celice še naprej propadajo, ker vsa stavba sredi Ljubljane za parlamentom, torej na eminentnem mestu nasproti ustavnega sodišča, samuje. Prazna je. Prazna. Tako mi Slovenci delamo z našo imovino, bom rekla. To je imovina nas vseh. In želimo si seveda, da bi bila ta stavba sanirana. Ne vem, zakaj ni. To je bilo retorično vprašanje. Dejstvo pa je, da seveda brez sanacije strehe, od
odvodnjavanja in tako naprej. Nima smisla zdaj, mi tudi nimamo posebnega denarja, da bi ga vlagali v te celice, da bi jih lahko sanirali. Skratka, cela stavba mora biti sanirana in potem morajo biti sanirane tudi celice. Ne. In kot vemo, vsi, ki ste že Rigo ali pa recimo glavno mesto Litve, Vilnius, veste, da je sredi mesta v Vilniusu, recimo v sodni palači, tudi muzej KGB-ja, se pravi, da lahko obiskovalec Vilniusa, ogromno jih je, ki pridejo tja, samo zato, da vidijo celice, celico, kjer so streljali in tako naprej. Skratka, sredi mesta je spomin. In spet zgodaj retorično vprašanje, zakaj pa v Ljubljani ne bi imeli za parlamentom muzeja totalitarizma? Predlagati javno ličisto, verjetno predzagramo. Se mi zdi. Kot veste, smo leta 2010 tudi zbrali več kot 1600 podpisov in jih predali britanski vladi. Od takrat naprej seveda vse tiho je bilo, s tem, da je pa treba povedati, no, da je britanski minister ne za zunanje zadeve, ampak nekaj drugega pokriva, no, eno ime, sem že malo pozabila, izrazil obžalovanje ob poboju slovenskih fantov ob vrnitvi leta 1945, vsaj to. Ne? Ko smo predali te podpise, so nam seveda obljubili, da bodo zadevo dali na mizo, seveda so jo dali na mizo in pozabili na njo. Ne? Mi smo potem še parkrat spomnili, sploh gospod Kit Miles je bil precej aktiven, ampak glejte, dejstvo je, da če bi želeli tako komisijo, kot smo jo želeli ustvariti, zgodovinsko komisijo, morata biti obe vladi za. Zdaj pa mi povejte slovensko vlado, ki bo za. Ne? To je to. Ne? Slovenska vlada bi morala, bom rekla, pritiskati na angleško vlado, da bi skupaj ustanovili komisijo. Vse, pogledajte, te komisije so normalne v evropskem prostoru. Normalne. To je nič posebenega. Tudi Nemci in Poljaki imajo tako komisijo. Nemci in Francozi imajo tako komisijo. Zakaj jo torej ne bi imeli Slovenci in Angleži? Zakaj? Ne? To je pa... Ne? Ampak hočem reči, da... Prostove smo ličili. Prosim? Prostove smo ličili. Finančno, popolnoma. Res je, da to zapravo. Ja, ampak gledajte, sej obupati pa ni treba. Ne? Bog da enkrat pride slovenska vlada, ki bo to čutila kot problem, in Bog da enkrat pride angleška vlada, ki bo to tudi čutila kot problem, ker je problem. In če so bili Francozi in Nemci sposobni narediti skupni zgodovinski učbenik, če skupni zgodovinski učbenik delajo Poljaki in Nemci, zakaj? Da ne bi mogli narediti recimo mi in Angleži, ali pa mi in Avstrijci, ali pa mi in Italijani. Zakaj? Zakaj ne? Samo obupati ne smemo. Jaz sem vam zdaj med to kratko predstavitvijo že nanizala neke probleme, pravo sem omenila, potem genocid, politicid, policid, traktati so na to temo, znanstvene ekspertize, zadeva je bila celo v OZN, ko jo je takratni predsednik vlade Janša predstavil kot problem, ne? Zakaj ne eliminacija političnih nasprotnikov kot ena od oblik genocida. Ne? In verjetno se bodo aktivnosti tudi na mednarodnem področju v tej smeri nadaljevale. Zakaj je to pomembno? Zato, da preprečimo podobne pojave, ne samo, bom rekla, v evropskem prostoru, kjer trenutno vlada mir. Ampak gledajte, se vsega poslušamo, kaj se v Afriki dogaja, recimo, pa v drugih koncih sveta. Ne? Ko etnično čistiš, ko, ne vem, čistiš razrednega sovražnika, čistiš političnega nasprotnika in to je enostavno treba razviti mehanizme, da se bo lahko zaznalo in tudi bo kdaj preprečilo kaj takega. Tukaj je velik dolg mednarodne skupnosti, velik dolg. No in za konec seveda naša Huda jama kot simbol.
Tukaj bi bila lahko morišča, vse veste, več kot 630. Ampak Huda jama je simbol vsega hudega in zato je tako pomembna. Zato je tako pomembna njena ureditev po zgledu drugih držav. Zato je tako pomembno, da se uredi kot, ne vem, kraj pietete, spomina, kakorkoli že, nikakor pa ne tako, kot je zdaj. Meni je Jože Dežman pred nekaj tedni zagotavljal, da bo jama do začetka marca urejena. Jaz sem bila malo skeptična, ampak nisem nič rekla. Sem si mislila, pa naj bo. Začetek marca je že zdavnaj za nami, Huda jama, vidimo, kaj se je zgodilo. Komisija za grobišča, prikrita grobišča je zagrozila z odstopom. In to, kar se dogaja s Hudo jamo, to je res še en zločin. Še en zločin, tukaj pa treba reči jasno besedo. Ne moreš imeti ljudi v gajbicah za solato. Pustite. Če so v prazgodovini svoje mrtve pokopavali, to dokazujejo lege njihove, pa recimo v obliki zarodka ležijo, pa s pridatki zraven, recimo. Torej, dostojen, pieteten pokop. Tole, kar je zdaj v Hudi jami, je pa zločin. In če ne bomo rešili Hude jame, pa hudih jam, ki so po slovenskem posejane, kaj ne si pravzaprav mislimo o naši prihodnosti? Pa se je vprašati, a smo še ljudje? Zdaj, seveda, to je hudo, o tem razmišljati, ampak to so tista temeljna bivanjska vprašanja. A si še človek, če ne pokoplješ svojega mrtvega? A si želiš, da tvojo mamo vržejo v rudniški jašek in da tam ostane? To so ta temeljna vprašanja, o katerih seveda se je boljš ne sprašljati. Je boljš divjati naprej skozi življenje in utapljati travme v tabletah, v alkoholu, v depresiji, delati samomore, tako kot Slovenci to zelo uspešno počnemo. Jaz sem petek na komisiji omenila dr. Pučnika, ki je pisal o poškodovanih mentalitetah. To je preprost odgovor na to temeljno dilemo. Mi Slovenci gremo skozi naše življenje s plašnicami na očeh. Nočemo ne videti, ne slišati, ne čutiti. Pa hudo nam je, hudo pa nam je. To so pa spet dokazljivi podatki. Med največjimi samomorilci, med največjimi alkoholiki, traumatiziran narod. O tem nam dr. Tomaž in Katarina Erzar pripovedujeta. Vsaka zgodba, ki jo srečata na teh svojih recimo obravnavah teh svojih pacientov, ljudi, ki pridejo po pomoč, se začne nekje v obdobju med vojno ali po vojni. Torej, traumatizirana že cela družina, to so mladi ljudje. Odgovor na rešitev tega vprašanja je pa seveda, mogoče se bo zdel plehak, ampak jaz verjamem, da ko se politična klima v državi spremeni, glejte, se bo tudi marsikaj premaknilo. Tako pač je. Tako pač je. In vsak, ki ne gre na volitve, recimo, bom rekla, glasuje za to, da je tako, kot je zdaj, ali pa lahko še slabše. To je osnova, tukaj je treba začeti. Brez tega ne bo nič.